najprej zasluži v javni upravi, je bil coffee break, odmor za kavo, razmor, da smo nekaj potem šli malo še kam drugam. Se pravi, da je to naše, ta naš posvet, vseživljenjsko učenje, delo in razvoj, srebrna ekonomija, dovolj zanimiv, tehten in pomemben, in sem prepričan, da bo tako tudi v nadaljevanju, tudi po zaslugi doktorja Draga Rangusa, on je pa, če se ne motim, vodja skupine, ki pripravlja daleč najpomembnejši dokument, dokument, ki je potem neka priprava pokojninske reforme, če razumem, katere del je tudi ta slavni demografski sklad in tako naprej, kar vsi bolje veste od mene, predlagam, da prevzame, kot se reče, govorniški kult iz Ministrstva za delo, socialne zadeve in enake možnosti. Za ta lep uvod in predstavitev. Zahvaljujem se vam tudi za povabilo, me veseli, da v bistvu lahko tudi v tem krogu predstavim vsebino Bele knjige o pokojninah, ki je vsaj za nas našega velika zelo pomemben dokument in tudi celoten projekt, ki pa se še ni končan seveda. Končanje projekta nekako zaključujemo z povzetkom razprave z socialnimi partnerji, ki upam, da bo kmalu končana in temu koncu razprave upam, da bo sledil tudi nek dokument, ki bo vseboval izhodišča za pripravo naslednje pokojninske reforme v Sloveniji. Zdaj, gre za obsežen dokument, jaz ta dokument ne bom v celoti predstavljal, zato ker tudi nimam toliko časa, bom pa mogoče fokus usmeril predvsem na tiste teme, ki vas malo bolj zanimajo. Ok, kaj Bela knjiga je? Bela knjiga je nek dokument, ki v bistvu označuje več poti, kako priditi do dveh glavnih ciljev. En cilj je seveda, kako zagotoviti primeren dohodek vsem, tako sedanjim kot tudi bodočim generacijam upokojencev in kako na drugi strani zagotoviti vzdržno pokojninsko blagajno. Čisto toliko, da zdaj, ko bomo šli v razpravo o pokojninah, recimo dvojnem statusu in tako naprej, si moramo v bistvu na začetku mačkano razjasniti, kaj pokojninski sistem sploh je in zakaj ga ljudje potrebujemo. Tukaj je ena taka slika, ki prikazuje, koliko posameznik v svojem življenjskem ciklu porabi. Se pravi, to je približna poraba posameznika od starosti do tam 90+. Tale druga črtkana krivulja pa nam pokaže, koliko v svojem življenjskem obdobju posameznik ustvari na trgu dela. In kot vidite, tam nekje do 20. leta, to je bilo optimalno, posameznik porabi v svojem otroštvu več, kot pa na trgu dela ustvari in potem po 60. in 65. letu seveda spet porabi več, kot ustvari na trgu dela. To je zdaj čisto teoretično, da ne boste razumeli napačno. No in v tem delu svoje aktivnosti na trgu dela, svojo bruto plačo mora zaslužiti toliko, da pokrije svoje dolgove iz otroštva, kot seveda tudi prihrani nekaj malega, da si lahko privošči mirno starost in potem uživa v aktivnostih, ki ga najbolj veselijo. En slajd si bom 2 minuti vzel, zato ker vam želim povedati, zakaj ne razmišljamo o upokojitvi. To je zelo pomemben element vidika vedenjske ekonomije. Kaj nam vedenjska ekonomija pove? Vedenjska ekonomija nam pove to je del ekonomije, ki se ukvarja s psihologijo, podaja nam pa odgovore na vprašanje, zakaj se ljudje v določenih situacijah ne vedemo ekonomsko pravilno. Se pravi, zakaj se vedemo v nasprotju s tistim, kar bi od nas pričakovala teorija ekonomije. Zdaj, čisto prvi odgovor, zakaj se vedemo tako, ker smo ljudje čustvena bitja. In v bistvu, ko sprejemamo odločitve, izhajamo iz samega sebe in ne razmišljamo največkrat racionalno. Da gremo mačkano bolj v podrobnosti. Vizualizacija prihodnosti. Se pravi, upokojitev predstavlja nek oddaljen dogodek, ki si ga težko vizualizira. Recimo, Andraž tukaj pred vami, 37 let star, si težko predstavlja Andraža starega 65-67 let. Zakaj? Zato, ker ti se zame neka druga oseba, neka starejša oseba, mogoče malo počasnejša, upam, da veliko bolj modrejša kot ta, ki je tukaj pred vami, ampak gre za drugo osebo, s katero se jaz ne morem poistovetiti, zato jaz danes ne razmišljam o upokojitvi. Druga stvar, ki je zelo značilna sploh za naše območje, je kratkovidnost.
Kaj to pomeni? Večina ljudi je usmerjenih v tukaj in sedaj. Mi uživati želimo danes. Če vam jaz danes 100 evrov, ne, bom kupil ali novo hišo, ki jo seveda potrebujem, ali pa še bolj, kar je značilno za Slovence, šel bom v nakup novega avtomobila. Ne. In v upokojitvi, ki je oddaljen dogodek, ponovno ne bom razmišljal nič. Nagnjenost statusu quo. Temu se reče tudi princip kognitivne lenobe. Kaj to pomeni? Ko nekaj od nas zahteva nek miselni napor, mi raje odlašamo, kot pa da nekaj storimo. Jaz imam doma 2 majhna otroka, stara let pa pol, pa 3 leta skoraj, in vsako jutro, ko jaz se zbudim, si želim tako zajtrk, kot ga vidite gor na sliki. In potem, ko jaz ta majhna otroka začnem loviti po stanovanju, in ker meni vse v glavi začne procesirati, kaj vse v napore, kakšne vse napore bom jaz mogel vložiti v tak zajtrk, in veste, kaj se zgodi? Pojem največ tole, ne, ker vidite sedaj, ali pa največkrat skoraj nič. Mogoče še en drug boljši primer, ki bi vam blizu. Ali kdo zna odgovoriti, kateri je najboljši dan, da se začne z dieto? Jutri. Še najboljši pa ponedeljek, če je danes stoji. In čisto samo še zadnji, toliko, da vas ne bom zadržal preveč, pogledajte, čustvena nenavezanost na dogodek upokojitve, ta je zelo pomembna. Ne? Če mene moj preudarni zavarovalniški agent pokliče, ne, pa reče, Andraž, pogledajte, mi imamo en zelo super produkt, reče, samo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zagotovili se boste varno starost in tako naprej in tako naprej. To v meni nobenih čustev ne bilo. Kaj je to? Danes rabim, če 40 let bom še dobil izplačilo, ne, me ne zanima. Če ta isti agent, ne, ki me pokliče vsako leto, seveda zelo prijazno, pokliče pa reče, Andraž, ne, kasko zavarovanje vam bo pošlo čez en teden, ne, lejte, taka slika v moji glavi, moj novi avto, absolutno, ne, kdaj se dobiva na naslednji kavi, da sklenemo podaljšanje. Se pravi, to so tisti elementi, 4 od 11, ki nas predvsem vodijo k temu, da odlašamo z razmišljanjem o upokojitvi. Ne. Ok, socialno zavarovanje, kaj so temeljne načela, ne bom šel v podrobnosti. Bistveno je, mi pokojninskega sistema ne moramo čez noč spreminjati na glavo. Zakaj ne? Lejte, vam bom dal primer. Zelo lep primer, ki ga upravljam kmečkega gospodarstva. Kmečko gospodarstvo, kjer velja nek tihi dogovor, da mladi vedno prevzemajo kmetijsko dejavnost od svojih starejših in skrbijo za svoje starejše, lahko deluje tako v nedogled. Kaj se zgodi, če se ena generacija odloči, da bo odšla iz kmetije v mesto? In kaj se zgodi, ne, če te generacije v mestu ne uspe? Ne? To so tisti temelji, ki jih porušimo, če tudi čez noč, recimo, gremo iz našega Bismarckovega sistema, recimo skandinavski ali ameriški šefuje sistem. Pa ne, da so tista slaba, da so slabi tisti sistemi. Ok, še 13 podbitna dejstva, potem gremo pa res na hitro na vsebino. Slovenija se stara, ne? To je eno izmed dejstev, ki ga mi Slovenci ne moremo zanikati. Vam bom pokazal tudi, kako izgleda prebivalstvena piramida in kaj se dogaja z njo. Leta 1970, ko je bilo veliko mladih, nekaj srednje generacije in malo starejših ljudi, je bila to res piramida. In zdaj se je ta piramida začela spreminjati tako, da je baby boom generacija začela prehajati v srednja in zrela leta, ne, proti upokojitvi, kjer se jim podaljšuje tudi življenjska doba, kar je absolutno pozitiven učinek in velik napredek, ampak za sabo pušča premalo mladih, ki bi skrbeli seveda tudi za pač njihovo ugodno starost. Temu sledijo seveda tudi povišanje odhodkov za starost, ne samo za pokojnine, tudi dolgotrajna oskrba in zdravstvo. Tudi na te ne smemo pozabiti, to sta dva pomembna sistema socialne varnosti, ki jih bomo morali tudi še reformirati. In tole nam kaže, kaj se dogaja s pokojninami. Lejte, do 2025 po veljavni zakonodaji je zadeva relativno stabilna. Zakaj mi rečemo neozdržnost? Neozdržen je tale del, nenaden dvig. In ta nenaden dvig moramo zrelativizirati, da ne povzročimo večjih pretresov v sistemu. Še ena značilnost Slovencev. V Sloveniji smo nadpovprečno delovno aktivni. Problem je samo, kdaj smo. Če se primerjamo z Evropejci, vidite, Slovenija so te temni stolpci, Evropa so te svetli. Povprečen Slovenec je v dobi od 25. do 54. leta nadpovprečno aktiven v Evropski uniji. Se pravi, smo zelo pridni, ko delamo. Ampak potem zelo pozno vstopamo na trg dela in relativno hitro izstopamo iz trga dela. In kar je še bolj pomembno, tale graf je eden izmed pomembnejših, ki sem jih zasledil v zadnjem času, tudi strani profesor Samka. Poglejte, leta 1983 so se posamezniki sami vzdrževali od
od svojega 19. leta starosti do svojega 57. leta starosti, pri čemer je bila pričakovana doba doživetja ob rojstvu 71. Leta 2012 se sami Slovenci vzdržujemo od 26. leta do 57. leta, se pravi, nismo nič kaj podaljšali, svoje vzdrževanje, čeprav smo kasneje začeli skrbeti zase. Življenjska pričakovanje pa se je ob rojstvu dvignilo za 8 let, 9 let skoraj. In še ta slajd, Sloveniji se radi upokojujemo. 80% ljudi se upokoji prvi trenutek, ko izpolni pogoj. To je vse pomembno z vidika srebrne ekonomije, zato vam kažem te slajde. In to je rekord v Evropski uniji. Ja. To smo eni izmed pridnejših pri upokojevanju. Še bolj zaskrbljujoče je tale procent, 15%, ki se jih upokoji, ne glede na to, da izpolni pogoje za predčasno pokojnino, ker veste, da je znižanje tudi do 18%. Ampak bolj je zanimivo vprašanje, zakaj se tako zgodaj upokojujejo. Glede, tretjina anketiranih, ena anketi, ki je bila izvedena, je rekla zato, ker so nezadovoljni z razmerami na delovnem mestu. Ne za delovnim mestom, ne za delom, ki ga upravljajo, ne za sodelci, z razmerami na delovnem mestu. Tukaj je nekaj, kar je zelo pomembna informacija za delodajalce. In vam dam še drug vidik, ki je bil tudi narejen strani Evropske komisije, bila narejena raziskava, 1000 je bilo anketiranih različnih starosti Slovencev. Od 1000 anketiranih Slovencev različnih starosti jih je skoraj 80, se pravi, mislim, da to 79% omenilo, da posamezniki starejši od 55 let ne posedujejo več veščin za upravljanje dela, ki so ga do svojega 55. leta posedovali. Mislim, to so hudi, ampak to so vse resne raziskave, da boste mislili, da se jaz kaj izvršujem, to so resne raziskave in so stvari, o katerih se moramo zamisliti tudi, ko delamo pokojninsko reformo. Tukaj je zanimiv tale graf, ki vam kaže, da največ pokojninskih reform se napačno dela seveda v času finančnih gospodarskih kriz, tudi v Sloveniji, se pravi, ko smo ljudje že tako na udaru, pride še vlada z novo pokojninsko reformo in še enkrat udari ljudi. In tukaj je mnenje Slovencev o pokojninski reformi. Leta 2010, se vsi spomnite, 12. referendum, pustimo od zadnja in vse skupaj, kaj se je takrat dogajalo, ampak zanimivi so podatki. 78, skoraj 80% je leto 2020 minilo, da ja, potrebujejo pokojninsko reformo, 72 jih je pa glasovalo proti pokojninski reformi. Pa mogoče z mojega vidika to je bil za nas odličen rezultat, 30% je rekel, ja, dvignete mi upokojitveno starost. Tako da, malo za šalo, malo za res, in samo še en graf, potem pa resno vsebina na hitro. Ta graf nam pokaže, kaj se zgodi, ko v Sloveniji napovemo pokojninsko reformo, kljub temu, da vsak zakon do zdaj obljubil, da tisti, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, se lahko tudi kadarkoli potem upokoji po starih pogojih, ne po novih, po starih. Ampak leta 2010, kljub temu, da je potem 2011 padlo na referendumu, ljudje niso verjeli, so šli v upokojitev, to so tele modra rdeča črta. In tudi leta 2012 je bil dotok upokojencev izredno visok. Ampak kar je pa še bolj zaskrbljujoče za nas, kot recimo pripravljavcev zakona, je pa to, da mi varujemo tudi tiste ranljive kategorije delavcev, ki grejo na zavod za zaposlovanje in v recimo 2 letih prejemanja nadomestila izpolnijo pogoje po starih. Rečemo, tudi vam bomo zagotovili varnost, ampak kaj se zgodi? Kar naenkrat, se podvoji število nesposobnih za upravljanje svojega dela. Se pravi, število odpovedi iz razloga nesposobnosti se podvoji v trenutkih, ko je napovedana pokojninska reforma. Tukaj nekaj ni v redu. Okay. Dajte, za upokojitvene pogoje bom jaz povedal takole. Mi imamo predlagane 3 variante, v javni razpravi želimo izvedeti, katera je pravilna. Vsaka varianta upošteva dolgo delo, se pravi, za dolgo prispevanje v pokojninsko blagajno, seveda tudi sorazmerno z dvigom življenjske dobe dviguje starost za upokojitev. Ampak to se ne bo zgodilo čez noč. Vsaka varianta, če se štarta v letu 2020, se izteče s polnimi pogoji še v letu 2040, 2040, 2045. Se pravi, to so stvari, ki se ne bodo spremenjali čez noč. Druga stvar, ki bi želel povedati, tudi če mi spremenimo upokojitvene pogoje, pa se nekomu zdijo drastični in ne spremeni vzdržnost pokojninske blagajne. Vidite, tale nenaden dvig še vedno obstaja. Se pravi, moramo še nekaj narediti na načinu odmere, kjer predlagamo točkovni sistem,
kjer želimo spremeniti tudi malo mejo med solidarnostjo, se pravi z 1:4 gremo na 1:5, najnižja, najvišja pokojnina, pri čemer moramo tukaj povedati, da to razmerje 1:5 je obstajalo že leta 1992, takrat je bilo 1:4,8, se pravi najnižja, najvišja pokojnina. Socialno-varstveni minimum bi dvignili, sicer za 10%, ampak vseeno bi nekako zagotovili majčkeno višji standard. In za primere, ko imajo posamezniki otroke oziroma se skrbeli za otroke do 1. leta starosti, zdaj veste, da trenutni sistem omogoča zniževanje upokojitvene starosti, je predlog ne, vsi naj delajo pač do polnih upokojitvenih pogojev, pri čemer se jim pa obdobja, ko so skrbeli za otroka, vrednotijo višji. Vi veste, da v obdobjih, ko nekdo skrbi za otroka, pa naj bo to ženska ali moški, recimo v novem sistemu, izgubi možnost napredovanja, se zacikla recimo v bolniški odsotnosti, zaradi tega, da so otroci pogosto bolani in tako naprej, in to izredno vpliva tudi na višino pokojnine. Usklajevanje pokojnin predlagamo 3 kombinacije. Zakaj? Zato, ker želimo, da tiste generacije, ki se bodo upokojevali do 2040, še vedno dobijo iz usklajevanja pokojnin nekoliko več, ker ne bodo imeli možnosti toliko privarčevati v drugem stebru, pa bom potem naprej razložil, kaj menimo v drugem stebru. Se pravi, do 2040 ostane način usklajevanja enak, 60 plače, 40 inflacija, potem pa 30 plače, 70 inflacija in po 2040 100% inflacija. Zakaj? Ker želimo, da se vzpostavi močan drugi steber, ne na račun prvega, se pravi, ne gremo v nižanje prispevne stopnje prvega in krhanje stabilnosti prvega stebra, ampak želimo, da dogovorno delodajalci in delavci pristopijo k financiranju drugega stebra, vsak v višini recimo vsaj 2% bruto plače, in temu primerno pač tudi zagotovijo posameznikom višji dohodek. Bom pokažel, kakšne so skupni učinki. Če bi vse to, kar sem zdaj povedal, peljali, tale rdeča je trenutno veljavna, kaj nam prinaša. Nadomestna stopnja je razmerje med prvo pokojnino in zadnjo plačo. In vidite, če bi katerokoli od kombinacij, kar smo predlagali, peljali, bi že v prvem stebru približno tam nekje med 55 pa 60% nadomestno stopnjo zagotavljali. Če prinešamo še drugi steber zraven, bi generacijam tam od 42 pa do 22 let starosti prineslo dodatni nadomestno stopnjo od 5 do 15 odstotnih točk. Se pravi, to je tisto, kar želimo doseči. In ker imamo še drugo vprašanje, pa se bomo za sekundo pred dvojnemu statusu ustavili. Dvojni status je ena izmed elementov, ki je izredno pomemben tudi z našega vidika, predvsem zaradi zagotavljanja socialnega položaja, pa ne samo socialnega položaja. Tukaj je bilo danes že rečeno, gospod Kilič je rekel, mi se moramo zavedati bogatstva človeškega kapitala starejšega prebivalstva. Se pravi, človeški kapital z upokojitvijo ne vsakne, še ostane. In to je tisto, kar je v bistvu potrebno vzdrževati tudi naprej. Zato je predlog dvojnega statusa na način, da ob izpolnitvi polnih pogojev in vsi tisti, potem bom jaz pustil slajd, da si boste lahko polne pogoje pogledali, ob vseh tistih upokojitvenih možnostih bi bila dana možnost tudi polno nadaljevanje dela in dejavnosti ob seveda plačilu prispevkov in prejemanju polne pokojnine. Pogovarjali smo se tudi, če bi upeljali možnost predčasnega upokojevanja, da pri predčasni upokojitvi bi sicer tudi omogočali dvojni status, ampak s to izjemo ne, ker ni bilo dovolj izpolnjenih polnih pogojev, da določen del pokojnine odvzamemo. To kot mogoče nekaj kazati. Ok, in kaj se zgodi z vsemi odhodki za pokojnine, če upeljamo predlagane ukrepe? Ta nenaden dvig, o katerem govorimo, zrelativiziramo in dejansko zagotovimo tisto stabilno blagajno, ki zagotavlja neko zaupanje v sistem in tudi večjo participacijo mlajših. Samo še 2 slajda. Bela knjiga je le en korak pri soočenju z izzivom staranja prebivalstva. Skuša poskrbeti za vse generacije upokojencev, predvsem z vidika tega, da tiste skrbi, ki ostanejo, so bolj sladke kot pa skrb za materialni in socialni status. Jaz upam, da nisem bil predolg, ker pa vem, da je bila tudi že prej zelo zanimiva in bogata razprava, pričakujem, da bomo tudi še kakšno temo pokojimo. Naj povem, da sem imela z dr. Rangozom tako tihi dogovor, da lahko podaljšam to prezentacijo za par minut. Se pravi, čujem še. Gre dejansko za najpomembnejši dokument. Hvala. In dokument bo služi za to reformo, pokojninsko reformo,
katere morda največji strokovnjak med nami. Jaz sem ponosen, da je tudi spoštovani kolega v odboru za svetovno ekonomijo, strokovnjak za zavarovalništvo, za zavarovanje za starost, je Dušan Kidrič, ki ima naslednji prispevek s tem naslovom. Da sem največji strokovnjak. Tukaj imate predstavo, vam je to, kar predlaga bela knjiga, to, kar so strokovnjaki okoli Ministrstva za delo skupaj spravili. Ampak seveda, kaj češ, jaz ne morem pozabiti tistega, kar sem delal, ne morem pozabiti tega, kar znam, in ne da mi miru, da ne bi kaj rekel ali pa zapisal. No in seveda, to je lahko tema, o kateri se jaz rad oglašam. Tule bom pogledal. Jaz imam en slajd, ampak vas ne bom molil s temi slajdi. Zadnjega bom samo dal. Takrat, ko sem pripravljal pokojninsko reformo in belo knjigo, je bilo treba v družbi pripraviti in tudi sprejeti koncept tristebernega zavarovanja za starost. To pravi, prvi steber, ta je pay as you go, v tej sprotno prispevno kritje, drugi steber je in-spis, drugi steber so dodatna pokojninska zavarovanja, ki so kolektivno obravnani, in tretji je steber individualnih zavarovanj. In to nam je uspelo. Ni nam uspelo, da bi to bilo narejeno na način, kot si je želel, recimo. Ampak kaj si je želel? Jaz sem si želel, da bi v prvem stebru bil sistem švedski, se pravi, da ne bi bila pokojninska osnova vezana na plače, temveč na vplačane prispevke, se pravi to, in drugi stebr bi bil delovno obvezni. To je bilo, ni bilo čisto uspelo, ampak vseeno ta sistem se je upeljal in delovno tudi uveljavil. Ni malo zavarovancev, ki so zdaj vključeni v drugi stebr in kar nekaj jih je, ki so vključeni tudi v tretji stebr. V redu. Potem sem se jaz začel z drugimi stvarmi ukvarjati. Stvar je tekla naprej, prišlo je do nove pokojninske reforme. Ta nova pokojninska reforma je pač pripeljala to, kar je sedaj razlagal Andraž, in sedaj smo pred tretjo pokojninsko reformo. To pomeni, da druga pokojninska reforma je vmesna. Je nekaj, kar premošča med tistim, kar je bilo takrat narejeno, in tistim, kar naj bi bilo v novem. Zdaj pa, kaj naj bi bilo v novem? To je bilo nekaj istočnic, ki sem jih jaz želel zapisati v svojem prispevku. Zakaj gre? Povezano s svetovno ekonomijo. Gre za to, da v resnici ni prišlo samo do tega, da smo ugotovili, da rabimo tristebrni sistem. Prišlo je tudi do tega, da se je delovne razmerje, pogoji na delovnem področju bistveno spremenili. In bistvena sprememba je ravno to, da nismo več v obdobju, v katerem sem jaz bil, pa večina nas, ki smo tukaj, ko so bile službe bolj ali manj trajne. In ko so bile službe za nedoločen čas. In ko je delo trajalo od 6 do 2, kako kje v industriji, od 7 do 3, potem, ko proti koncu, recimo moje delovne karijere, je že bilo možno od 9 naprej delati. Ni več to. Moji otroci, da ne govorim, moji vnuki, ki zdaj kmalu prihajajo pred univerzitetna vrata, potem pa čez 5 let pred delovno obdobje, nimajo nobenega zagotovila, da bo tako. Noben.
Tu so delovni pogoji oziroma oblike dela že sedaj popolnoma drugačni. In danes je bilo rečeno, ne smemo se bati prekarnosti. Moramo se bati prekarnosti kot tistega, da si ti nevarovan, da te izkoriščajo, da nimaš nobenih zagotovil, da ne bo to v korist tistega, ki te zaposluje. Bati se moramo tega, da ljudje ne bodo mogli delati tako, kot smo mi delali in da bodo zaradi tega izločeni. In to je nekaj, kar je prav gotovo ena od bistvenih okoliščin, zdaj bom pa malo pokritiziral, ki v tem tudi novem sistemu ni dovolj izkoriščena kot podlaga za spremembo, jaz temu rečem, arhitekture pokojninskega sistema. Pokojninski sistem mora biti, bo in hvala Bogu, skrbeti moramo za to, da bo vzdržen. Ampak skrbeti moramo za to tudi, da bo čim več, pravzaprav vsi ljudje, da bomo vključeni v ta sistem, imeli od tega tudi dobrobiti. In, da pa drugo, da bomo k temu prispevali. Zdaj, te stvari, ki zadevajo prekarce, jaz zdaj to dajem narekovati, te, ki imajo atipične pogoje delovnega angažmaja, te moramo na nek način pripoznati in jim reči, dragi moji, nič ne boste dobili penzije po tem, ko boste prišli do 65 let in izpolnili pogoje, zaradi tega, ker nimate 15 let gostote zavarovanja. Tu je nekaj takega, kar mogoče ne poznate vsi, ampak v resnici se mora, mislim, jaz slišim že zdaj tu komentarje, to je nekaj, kar je veljalo, ko je bila industrijska oblika dela. To je veljalo. Ti si moral pač 15 let najmanj delati, da si dobil pravice. Ampak tistih 15 let si moral delati 8 ur in neprekinjeno. Zdaj tega ni več. Torej, kdorkoli bo zdaj delal, bi moral prispevati. To se zdaj že pravzaprav naredi. To ni več pogoj. Ampak še vedno je pogoj to, da mora imeti 15 let ali pa 20 let, kakorkoli bo, gostoto zavarovanja. Sicer ne dobi ničesar, čeprav je 14 let, 11 mesecev in 3 tedne prispeval. Ne bo dobil po sedanjih pogojih iz PISA ničesar. Kaj je torej on v tistem času prispeval? V tistem času ni nobenega prispevka dal, temveč je dal davek. Davek, ki pač ga ni. In nobene pravice iz tega ni dobil. Zato, k tistemu, kar jaz predlagam, zato naj v resnici ta prvi steber, ki sem ga zdaj obrnil, pa je to prva etaža, sestavlja 2 podetaži. Eno je nični steber. Nični steber, ki bi naj pomenil to, da vsakdo, ampak to dejansko vsakdo, ki je v Sloveniji prebivalc, seveda pod nekimi določenimi pogoji, ki morajo biti takšni, da ni izključen zaradi nekega, ko hočejo, da bi bil izključen. Ne. Torej, vsakdo dobi neko pokojnino. Zelo podobno univerzalnemu temeljnemu dohodku. Zelo podobno v starosti. In drugi del, seveda, pokojnine, ki so na podlagi sedanje oblike zavarovanja, vendar samo v višini, kolikor je bilo prispevkov zbranih. Teh pa ne bo veliko zbranih, zaradi tega, ker je aktivnost, oziroma število aktivnih se bo zmanjšalo. No in potem so še drugi in tretji steber, ki, hvala Bogu, če jih bomo znali, kakor bolj pospeševati in če se bo v to vključevalo več ljudi. Zdaj, ali bi to lahko
utemeljili še na kakšen drugačen način. Da, tu pa mislim, da moramo spremeniti tudi pogled, zdaj bom rekel, ne da mi spremenimo. Upokojenci in sindikati bodo morali spremeniti pogled na to, kaj pravzaprav pomeni pokojnina in povezano s tem vplačevanje prispevkov. Tudi tisti, ki ne bi imeli pogojev za pridobitev penzije, so vplačevali prvič prispevke, če so karkoli delali, in drugič vsi državljani, noben se ne more izogniti, plačujemo davke. Davki pa so vir že za sedanje izplačilo penzij. Se pravi, vsak od nas, ki je penzionist in dobiva penzijo na podlagi prispevkov, ki so bili zbrani, in iz davkov, ki jih je država pobrala in nimajo nobenega naslova, to je za penzijo. Ne, davk je davk. Prišel je v proračuna je šel v spis zato, da dobivamo mi pokojnino. To se pravi, nas ali pa nam plačujejo pokojnine tudi tisti, prekarci, razne oblike, ki niso sedaj dobro zajete, in zaradi tega jaz mislim, da bi bilo pošteno, pravično, da bi tudi vsi tisti, ki smo davkoplačevalci, dobivali nekaj. To bi seveda pomenilo, da spremenimo pokojninski sistem tako, kot sem predrekel. A se že tako preveč? Zvolj, samo zelo zanimivo. Torej, ne, to je nova arhitektura. Za tem stoji seveda še veliko stvari, ki bi morali povedati. Ampak danes ni bil primeren čas za to. Ampak je samo zato, da povemo, ne gre samo za to, da mi naredimo tisto, kar je prej Andraž pokazal, kaj vse se bo naredilo. Upeljati moramo tudi tako imenovano državno pokojnino, iz razlogov, ki sem jih povedal, in s posledicami, ki sem jih zdaj tudi povedal. S tem, da državno pokojnino smo že imeli. In da smo jo v nekem času, to je sicer sebe ne dajem zraven, da so jo v nekem času črtali, češ. In tu je spet ta nepoznavanje praktično rečeno življenja, bom rekel, da so rekli, ja, ti ljudje niso delali in kdor ne dela, ne je, kot da delo gospodin, delo, ne vem, raznih drugih oblik ni delo. No, to je tako. V zvezi s kapitalom, ali je to povezano s kapitalom ali ne? Zdaj še to, tisto, kar sem prej rekel. Ljudje po določenem času s vsemi svojimi znanji in svojimi sposobnostmi niso več izkoriščeni ali so slabo izkoriščeni in dobro bi bilo, da bi bili bolj izkoriščeni. Izkoriščeni, ne izkoriščani. Ne? Tako, da, jaz sem si naredil nekaj teh slikc, pa jih ne bom komentiral, oziroma ne bom, kako je zdaj to prišlo do... Aja, page down, da. Pa grem... Tisto, kar je bilo dosti krat povedano iz česa, pa je naš kapital. Naš kapital je iz znanja in šolskega znanja, iz nadgradnje tega znanja in iz izkušenj pa osebnostnega zorenja. To je taka slika, ki malo zamegli to osnovno, kar sem povedal. Ne. Pogledal, če imam prvo. Nimam to prvo. No, v glavnem. To so kapitali, oziroma sestavine tega srebrnega kapitala. In kaj se pravzaprav, česa se odrečemo? Odrečemo vsega tistega, ki je po 40 letih aktivnosti. Vsega tega se odrečemo. Ja, dragi moji, pa to, jaz res ne razumem, kako to, da se ne vzamemo k cu, kot rečemo Štajerci, pa da bi se lotili in začeli to uporabljati, pa se zorganizirati za to, da bi to uporabljali. Hvala lepa. Hvala lepa, evo. Moram reči, da smo pa tam, kjer
sta se upravičila, ker imata drugo obveznost, skupno obveznost. Dajmo nekaj narediti, se pravi, smo v coni predlogov, kar je tisto, kar si vsi najbolj želimo in je tudi potem, tako rekoč, del naše razprave, lahko tam vzamo kakšno minuto. No, tisti, ki pa nosi na sebi, kako bi rekel, blaginjo v prihodnosti, blaginjo Slovenije v prihodnosti, so pa srednja mala podjetja, tudi obrt, tudi tisti, ki bo kot socialni partner sodeloval v razpravi in v tem najpomembnejšem dokumentu, ki pač zdaj čaka v predalu, začasno, je pa seveda OZS, Obrtno-podjetniška zbornica, in prosim predsednika Branka Mehta, da Sicer jaz nimam slajdov, verjetno tudi tako v redu. Najprej prav lepa hvala za povabilo. Seveda, kaj ne rečem, lep pozdrav v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Vi veste, da predvsem s gospodom Rangusom smo se večkrat srečevali na področju upokojevanja obrtnikov, podjetnikov. Mi na Obrtno-podjetniški zbornici smo nasprotovali temu, da obrtnik, kateri je si zaslužil pokojnino, se pravi 40 let ali več, da če želi nadaljevati svojo dejavnost, potem smo še vedno mnenja, da lahko obdrži pokojnino, ker si jo zaslužil, in seveda, če plačuje prispevke in davke, potem lahko nadaljuje za svojo dejavnostjo. Toda tu nismo bili uspešni, nekako je tudi Ministrstvo za delo nam predstavilo, da to ni pošteno do drugih delavcev, kateri pač so se tudi upokojili in bi tudi oni na nek način ne smeli več delati. Mi smo jim predstavili to, da je zelo enostavna rešitev. Vsak lahko dela tudi naprej, če bi bil ta zakon sprejet takšen, kot smo mi predlagali. Se pravi, da če delavec, ko se upokoji in želi nadaljevati kakorkoli svojo dejavnostjo, odpre SP, plačuje prispevke in davke in mu ostane pokojnina nedotaknjena. Tu žal nismo bili uspešni. Seveda, vsa stvar je zdaj na Ustavnem sodišču, ker si upam trditi, da smo edina država v Evropi, ne bom rekel v svetu, ko omejuje, se pravi, tem srebrni ekonomiji, da lahko nadaljuje z delom. Zakaj bom rekel? Danes je že bilo tu za tem omizjem tudi povedano, da vse ljudje, da imamo starejša generacija, da je vzadi ni toliko pomladka, kot bi si želeli, in seveda na nek način bolj zdravo živimo, življenjska doba se podaljšuje in zato je treba tudi ljudem omogočiti, da lahko dalje tudi delajo. Kaj pomeni delo? Delo pomeni nič druga, tudi za upokojenca. Bolj zdravo življenje, manj bolezni in še kaj je bolj važno, občutek, da pripadaš neki družbi, da si potreben neki družbi. To je tisto, kar daje pač neko osebno zadovoljstvo vsem tem ljudem, kateri so seveda pripravljeni delati. Toda žal, zdaj na nek način nam država je to onemogočila. Mnogokrat slišimo, da dela sedaj 1,5 delavca za enega upokojenca. Zdaj so prišli že na en upokojenc oziroma en delavc na enega upokojenca. Spoštovane gospe in gospodje, nihče ne govori o temu, da smo si te pokojnine mi zaslužili, da smo te pokojnine plačevali kot davkoplačevalce, ko je gospod rekel, brez da smo plačevali pokojninski sklad, če to mislim, in plačevali smo pokojninski sklad 40 let.
40 let. Jaz sem trdno prepričan, da mladi za nas ni treba delati. Če bi ljudje, kateri so bili bdeli nad našim denarjem, se pravi bivši Jugoslaviji, in sedaj ga vložili tam, ko bi bilo treba, v podjetja, katero so dobro stoječa, pa ne govorim samo v Sloveniji ali včasih v Jugoslaviji, tudi tuje države, dobro stoječa podjetja, bi danes imeli ta oplemeniten denar in seveda ne bi bilo potreba nam se nekako, da za nas morajo mladi delati. Zame sem trdo prepričan, da sem si plačeval noter pokojnino in dejansko mladi zame ni potrebno. Mislim, vse vas ni potrebno. To so ljudje, kateri pa so bdeli nad tem denarjem, bi morali danes tudi za to odgovarjati. Ne pa, da nas zdaj, da morajo mladi za nas delati. Mi smo svojo naredili, celo smo prišli pa da je tako daleč, da nas lastna država omejuje pri delu. Zakaj? Bom vam povedal. Obrtniki, podjetniki so si plačevali ta pokojninski sklad. Mnogi danes govorijo, predvsem sindikati znajo povedati, zakaj so si pa tako malo plačevali. Nekaj je treba pa povedati, da obrtnik, podjetnik si ni sam določal zavarovalne razrede. Obrtniku oziroma tedanjim obrtnikom je zavarovalne razrede določala država po ostanku dobička. In ti dobički niso bili takšni, čeprav bi si nekdo želel plačevati višje. Ampak se ni mogel. Danes so ti obrtniki in podjetniki imajo pokojnine od 400 do 500 evrov. Imajo svoje nepremičnine, ker za tem, ko so davki, za razne komunalne položnice in vse to, ti obrtniki enostavno tega ne morejo privoščiti. Kaj se je naredilo? Naredilo se je to, da je država pahnila te obrtnike, se pravi, ko pač dejansko jim ne dovoljuje naprej, da bi delali, na sivi trg ali črni trg. Oni delajo sedaj brez, da plačujejo kakršnekoli prispevke, kakršnekoli dajatve in seveda to je rezultat vsega tega. Zato še jaz enkrat računam na to, da bo Ustavno sodišče prisodilo tako kot mora, da bo ne samo upokojenim obrtnikom, vsem upokojencem zagotovilo, da obdržijo svojo pokojnino in seveda tisti, če želijo, lahko tudi nadaljujejo z delom in plačujejo prispevke in davke. Velikokrat je govora da je treba tudi bela knjiga, da je treba več bomo morali prispevati v pokojninsko blagajno, več bomo obremenili slovensko gospodarstvo. Nobeden pa ne govori o tem, kaj pa sivi trg, šušmari, tu noter, ker ne plačujejo ne prispevkov, ne davkov in moramo reči, da tega je ogromno. In kar je še drugo, so nelojalna konkurenca obrtnikom in podjetnikom. Zakaj? Če nekdo ne plačuje davka, če ne plačuje DDV-ja, če ne plačuje prispevkov, potem je njegova storitev dejansko lahko polovico cenejša. V stanju, kakršnem je danes država, pa ne smemo zameriti državljanom Republike Slovenije, če iščejo storitve pri šušmarjih. Zato, ker danes moramo tudi reči, delavci niso dobro plačani. Delavci si zaslužijo boljše plače, seveda, in dejansko, ker so slabo plačani, iščejo storitev na sivem trgu. To je tisto, kar bi morala država Slovenije nekako sprevideti in dovoliti, da delamo vsi. Delamo vsi za dobrobit te države. Da polnimo blagajno vsi. Če bomo vsi polnili blagajno, se pravi obrtniki, podjetniki, veliko gospodarstvo, zaposleni in tudi to, kar je gospod rekel, vsi kakorkoli, še danes plačujemo tudi, se plačujejo pokojnine, še davki, tako da sigurno, ko bomo vsi plačevali, potem ne bi bilo več nekako, da rečem, pomisleka, da upokojenci ali upokojenke ne bi dobili teh, se pravi, pokojnin. Sploh ne bi. Danes se celo pogovarjamo o tem,
da ne vejo, če še bojo pokojnine čez 2-3 leta. Ampak temu jaz upam, da to se ne bo dopustilo. Danes je govora veliko o digitalizaciji podjetja. In kaj to pomeni? Digitalizacija pomeni to, da so v obrti in podjetništvu visoko tehnološki stroji, roboti, CNC stroji. In seveda, v tem delu je pa še toliko bolj pomembno tudi izobraževanje na srebrni ekonomiji, če lahko tako rečemo. Ljudje se moramo izobraževati kar naprej in z novo tehnologijo, z novimi materiali in vse tem je treba neka strokovna izobrazba. Zato se tudi tisti, kateri so že v pokoju, je prav, da se izobražujejo. Hočem pa nekaj drugega povedati. Včasih bo treba razmisliti o digitalizaciji nekaj drugega. Če bo vse delali stroji, če bo vse delali roboti, osnova človeštva je pa človek. Osnova človeštva je človek in ljudje, odkot bodo dobili sredstva, da bodo lahko te dobrine koristile, ko jih bodo proizvajali ti stroji in seveda te visoko tehnološke naprave. O tem bo počasi treba razmišljati. Treba bo razmišljati o temeljnem osebnem dohodku. O temeljnem osebnem dohodku, da bomo zagotovili ljudem, ne samo upokojencem. Naša skrb je, da bodo mladi ljudje imeli delo. Delo, da bo lahko ustvarjali, da se bo lahko ustvarjali družine. Včeraj sem bil povabljen na shod, katerega so organizirali mladi v Ravnah na Koroškem. Želijo imeti avtocesto, jaz jih razumem. To je osnova, kar jim mora država dati, zagotoviti infrastrukturo, da bodo lahko razvijali svoja podjetja, da se bodo lahko zaposlili, da ne bodo iskali, kar sem včeraj dejal, svoje poslovne priložnosti ali zaposlitev izven naših meja v sosednji Avstriji, ampak to jim je dolžna zagotoviti naša država. Država, drugi tir je potreben in seveda tudi tretja razvojna os, da se poveže Koroška, Savinjsko-Šaleška regija z osrednjo Slovenijo. To je izrednega pomena za vse nas in predvsem tudi za razvoj mladih, za delo mladih, ker na vse zadnjo smo ugotovili, da kakorkoli je zdaj škoda, oziroma ne moremo govoriti, kdo je kriv, da teh sredstev ni, ko smo plačevali, odvisni smo od mladih ljudi, da bodo nekako podpirali ta pokojninski sklad. Seveda pa na drugi strani jim pa moramo omogočiti delo. Moramo omogočiti, to je pa dolžnost nas starejših, da njim omogočimo delo. Danes imamo mnogo mladih ljudi, ko so stari 35 let, pa nimajo še ene ure, še enega dneva dela, da so na delovnem mestu. To bo naša nekako obveza počasi za naprej. Omogočimo mladim delo, ne jih omejevati. Zato pa potrebujejo infrastrukturo in tudi spodbude Ministrstva za delo, pri raznih tudi ko se odločajo za naraščaj, moram reči, da tu Ministrstvo za delo jim premalo da na to podlago, oni se zaslužijo večje subvencije, lažje, da pride do stanovanja, vse to je danes mladim nemogoče. Res še enkrat pa lepa, da sem lahko danes tu z vami, da sem povedal tisto, kar mi je na duši. Seveda pa še enkrat vsem vodstvu srebrne ekonomije, oziroma fakultete Univerze za tretje življenjsko obdobje, hvala lepa. In seveda še naprej, kar je tudi dobro in prav, da ta univerza deluje na področju izobraževanja. Vsi smo potrebni, dokler, jaz rečem, dokler človek ne umre, se izobražuje. To je pa tisto, kar dela ta univerza oziroma vodstvo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem, da je šlo za zanimiv in zelo pomemben prispevek. Naslednji prispevek je bil prispevek dr. Magda Zupančič iz
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dr. Zupančičeva se upravičila zaradi delovne službene odsotnosti. Njen prispevek, moram reči, zelo zanimiv prispevek, je objavljen na internetu, verjetno ste si zadevo ogledali, tudi na mene ste dobili. Ne vem, meni je padlo v oči samo recimo to, da ima na koncu cel seznam konkretnih predlogov, opis situacije, tako je tako. Ampak ima tudi anketo narejeno na tej univerzi. In po tej anketi, samo en podatek, je 40% anketira, to skoraj polovica, na univerzi, upokojeni, izjavilo, da so se upokojili prezgodaj, da ima nek način žal, da so zapustili delovno mesto, kar seveda odpira celo vrsto potem naslednjih vprašanj. Jaz bi ta vprašanja zdaj morda odprl v tej razpravi, in če se strinjate z mano, imamo še 10 minut. In potem država pogovorimo. Kdo se bo prijavil? Izvolite, ja. Tudi starejši. In ko so pač prisilni, ker jim je zakonsko neomogočeno, pa tudi mladi, tudi tisti, ki so responsibilni, ki so se nazavljeni dejavni, se drugače živeti, ki ne morajo. In se jaz čisto imel nami, da je to izredno velika neljana konkurenca. Samo po drugi strani pa je pa to pač taka situacija. A se tu ministrstvo za delo, oziroma vsi, ki predvidirajo takšne ukrepi, na kakšen način bi se to odvijalo, in jaz pozdravljam vašo pobudo, da se starejši mogoči prilagodajo. Jaz mislim, da je to edino prav, čeprav po drugi strani so tudi dana pripombe, da se veliko starejši ukvarja s posmojstvom, tudi mlajši, ampak še več starejši, ker pač želijo s tem biti tudi del aktivne družbe. Ampak ti starejši trenutno, ko se prijavljamo kot prostovoljci, imamo predvsem prispevke. Sicer se to striktno v praksi ne izvaja, ampak mislim pa, da bi bilo pametno spremeniti obratno, da bi tudi ljudje, ki delajo kot prostovoljci, pa mogoče biti priznani, ker bi požnile s kakšnim odstotkom. To bi bila tudi na stimulacija, da bi se ljudje bolj aktivno vključili, pa je z velikim veseljem, konc koncev, če je skozi več starejših, bojo naredili ne samo delo, ampak tudi veliko tega prostovoljnega, socialnega dela, pa medsebojnega pomoči. Ja, izvolite. Ja, hvala. Dajte sej v tem pogledu, pa tudi z gospodom Mehom, smo v veliko zadevah smo si bili enotni. Mislim, da je socialni dialog potekal leto in pol o tem, da bi uredili dvojni status, v bistvu na koncu tisto, pri čemer se nismo mogli poenotiti, so bili pogoji, pri katerih ne bi se dvojni status lahko uveljavil. Ne bo to pri najnižjih pogojih, že z možnostjo znižanja starostne meje do 57, za ženske 56, 58 za moške, ali ne bo to pri 65 letih, ko je tisti najvišji statusni pogoj, ne bo to nekaj vmes 62. Se pravi, da volja nas kot pripravljavcev tiste sprememb zakona je bila, da se uredi dvojni status pač nekako z vsemi socialnimi partnerji, ne samo z podjetniških domcev, z vsemi socialnimi partnerji, ki bomo prišli do enega enotnega mnenja, da je najbolj primeren trenutek o tem, da se posameznik, ko se upokoji, da lahko začne prejemati polno pokojnino in tudi se ukvarja še naprej s polno dejavnostjo. Kaj je tukaj problem? Kaj vam ne želim povedati? Problem je v tem, da v bistvu trenutno so razmere na trgu dela takšne, oziroma ne na trgu dela, na demografskem področju Slovenije takšne, da je v bistvu zelo velik delež starejših, ki so se v relativno nizkih upokojitvenih starostih upokojevali in sedaj predstavljajo pač tudi veliko populacijo, kateri treba zagotavljati pač pridobljeno pravico. Pokojninski sistem že zdaj omogoča dvojni status v smislu tega, da recimo omogoča fleksibilnejšo upokojitev. Lahko se nekdo upokoji za 6 ur na dan, pa samo 2 uri dela.
To recimo tudi pri obrtnikih je to možnost, to zavarovalni čas ne pomeni enako kot delovni čas, oni lahko še vedno delajo, se pravi, svoj delovni čas, polni delovni čas, nihče jih ne kontrolira, pri čemer prejemajo 75% pokojnine, 25% pač dajo za to, da lahko obdržijo dejavnost. Drugi status, bonus, ki ga omogoča, je recimo nova zakonodaja prenesla v smislu, da posameznik izpolnjuje pogoje za upokojitev, pa nadaljuje za svojo dejavnost. Ne glede na to, ali izpolni pogoj po SPIZ-1 ali po SPIZ-2, pa nadaljuje z dejavnostjo v polnem zavarovalnem času, lahko prejema poleg plače še 20% pokojnine, se pravi neke fleksibilne oblike prejemanja pokojnine in v bistvu kratne aktivnosti so omogočili. A veste, zdaj, jaz vas razumem, vi boste rekli, zakaj ne nekdo, ki si je zaslužil, nekdo, ki je delal 40 let, si zasluži pokojnino in si zasluži, da bo še delal naprej. Ja, gledajte, mi lahko gremo pogledati, koliko so posamezniki, se to ste tudi že vi povedali, vplačeval za teh 40 let za pokojnino. A veste, velik del posameznikov pridobi iz naslova solidarnosti dodatno del pokojnine, kot bi mu bila pokojnina odmerjena, če bi mu bila pokojnina odmerjena striktno od tistega, kar je ono plačal. A veste, problem pokojninskega pokojninski sistem kot tak je vedno odraz celotne življenjske delovne dobe posameznika. In še ne poprijemo vse to, sem jaz prehotel povedati, ker ne razmišljamo že prej, ko prijemo do končne točke, še ne začnemo nazaj gledati, kaj se je z nami dogajalo v preteklosti, in to se nam v pokojitvi pokaže. V pokojitvi pa glede na samo demografsko stanje družbe, v kateri smo, ne moremo delati čudeža. A veste, če želimo, mi ne želimo zavirati upokojencev, da bi delali. Ampak jaz vam lahko povem, recimo, ker se že pogovarjamo, 20%, ta bonus, ki pomeni, da nekdo polno ostane zavarovan, polno dela, pa prejema še 20% pokojnine. Zdaj mislim, da je 2000 do 3000 posameznikov prejema teh 20%. In to, a veste, se pravi, so veliki deleži, to takoj pridejo novi pokojnici s polnimi pokojninami. No, to si dalje dobro. Teh 20%, ki imajo možnost prejemati, ki se izpolnijo delovne dobe. To velja za tiste, ki se bodo upokojili tudi po prejšnjem zakonu, ali samo po tem zakonu? Ne, tudi po prejšnjem. Ker jaz imam informacijo, da samo tisti, ki bodo se upokojevali po novem zakonu, lahko upokojili tudi 20%. Smo leta 2015 spremenili. To 2015. To pa ti daljno. Bojte, se bo rada obdržala, kolikor jaz vem, je to izpolnenega 65 leta. In jaz te logike ne razumem. Recimo, če nekdo dela do 65, 70 let, tako naprej, mislim, nima pravice do teh 20% pokojnine. Ne razumem. Še enkrat, če smeli. Samo, mislim, do 65, ne, smo tudi sprostili, tudi ta meja se je sprostila z 2015. Ja, z 2015 je do pomembnejše spremembe prišlo. In to je bila posledica pač tega, da se nismo mogli uskladiti z socialnimi partnerji glede starostnih mej, katere so tisti primerne starostne meje, ko lahko posameznik začne polno delati, oziroma prejema polno pokojnino in lahko polno aktivnost vzdržuje. In potem smo sprostili teh 20% in še določeno fleksibilnost vzdržuje. Gospod Meh, prosim. Lahko rečem, jaz razumem, da je 25% razno. Je ministrstvo za delo nam dalo razne možnosti, ampak še enkrat. To je pridobljena pravica, pokojnina, in to nima pravice država, niti ministrstvo se vtikati v te zadeve. In če nekdo želi naprej delati, mora to omogočiti. Sicer, kar je gospa govorila o prostovoljcih, to se ne dotika tudi ministrstva, to se dotika ministrstva za finance, moram vam povedati, da to bi lahko se razne rešale. Jaz bom vam povedal na primer. Družini v Zgornji Kungoti je pogorela hiša. Imajo starejšo osebo, 2 otroka, gospa je nezaposlena, samo eden dela na robu preživetja. Obrtniki podjetniki smo priskočili na pomoč, 16. bo otvoritev, te objekte bo nova sodobna hiša. Kaj se dogaja? Sam sebi moramo izstaviti račun, plačati davke, plačati prispevke, 22% davek in seveda kaj še pri dohodnini. Vse to moraš plačati.
plača zato, ker si neki družini pomagal in seveda olajšal državi, da ta niso prišli na pleča kot socialni podpiranci države. Tu bi bilo treba urediti tudi, kar se tiče vas, da prostovoljci so tako ali drugače izredno pomembni podpiranje naše države. Smem si da samo še en cilj, pa korak nazaj. Meni je sicer žal v tem primeru, ki ste ga zdaj razlagali, da je na ta način to urejeno, gre za zapodelnost. Ampak ne poznam tudi davčnih predpisov, tukaj se ne spuščam. Samo eno stvar, in to je tisto, ki sem vam želel razložiti tudi glede pomena pokojninskega zavarovanja. Pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, to ni rentno varčevanje. Zavarovanje, mogoče tudi gospod Hidrič popravi, je zavarovanje za primer nekega rizika. In tukaj je rizik starost in dolgoživost. In to pomeni, da starost, ko nekdo ne more več delati. Jaz vam bom sicer zanimivo anekdoto povedal, čisto za hec, ampak gledajte, ko je Bismarck ustanovil ta sistem, na katerem naš sistem temelji, je upokojitveno starost postavil na 70 let. Ob dolgoživosti 35 pa 40. Ni bilo 65? 70 let, leta 1889 je Bismarck postavil na 70 let, leta 1916 so znižali starostno mejo na 65 let. Leta 1916 so znižali, tako da lahko preverite, resno, tukaj se ne moti. Pa tudi so pomrli pri 35 pa 40 letih. No, ampak kaj vam jaz hočem povedati? Jaz vam hočem povedati, pa vedno mi gre. Ja, gre v določeni meri za to, da se vam mogoče nadaljne delo, ampak morate razumeti, da je to tudi zavarovanje za primer nekega rizika, se pravi, da v določene mere je potrebno zagotoviti delovno aktivnost, se pravi, pri nas zagotoviti višje upokojitvene pogoje, potem pa lahko tudi zagotavljamo naprej v bistvu vse pravice, ki se na to vidi. Samo z tega vidite. Izvolite. Sicer naprej debatiram, pa bi vseeno gospoda nekaj jaz v celoti podpiram. Dejstvo je, da sistem, ki je bil takrat, je bil pač tak, da nas je učili prehitro v penzije, da ne govorimo o prispevkih in tako naprej o vlaganju, da ste rekli investicije, ki bi se mogli potem to vračati tistim, ki smo bili takrat. Tako da, kar se da tiče teh bonusov malo, tega pa jaz mislim, da je tako. Ne vem zakaj, če govorimo, nekdo si je zaslužil penzijo, tako ali drugače. Ali je to renta, ni renta, ti si vlagal 40 let, se pravi, si pridobil pravico do pokojnine, ne vem zakaj ga zdaj omejevati z nekimi 20%. Če je nekdo sposoben in če želi delati, seveda odvisno delodajalca, če si ti lastnik najbolj se bo sam odločil, ali boš njemu dal delo, ali ne boš dal, če ni dober, vredno ga ne boš imel v službi. Če je sposoben delati, potem mi dela naprej, koliko zmore, ne plača vse davke in prispevke in zadeva je rešena. Ker sem jaz tudi kolegico razumela, krasna ideja, če jo je kdo slušal, mislim, da ne gre za davke, pa naj predlagala nekaj drugega. Prostovoljcev je veliko. Zakaj te prostovoljce ne bi financirala država skozi prispevke, pokojninsko-invalidske prispevke in jim dala neko boniteto, kar delajo, za svoje ne dobijo plačila, ampak se jim pa prizna pokojninska osnova. V tem smislu sem jaz tebe razumela. Interes podpiram, krasna ideja. Vem, da ne bo nihče slišal. Tako da nisem zdaj jo, pa možda ste jo zapisal, pa v kmetje bo dal porabo, kar je okrog. Tako da jaz se res z vami strinjam. Sistem nam je nazaj bil tak. Zdaj, kar moramo mi obrezati, nismo mi krivi in zdaj govorimo mladi nas financirajo. Tako je bilo. Država ni si vzame to nase in če nas je tako financirala oziroma smo tako plačevali, potem ne ta riziko iz davkov, se jih hitar prenese. Kdo pa država? Mi vsi, ki plačujemo, mi smo država, sej mi davke plačujemo. Kar se govori o črni, o sivi ekonomiji, gledajte, z njim se popolnoma strinjam, tega je ogromno, jaz sem prej povedala, kako naše ženske pridejo trz delati, ker ne morejo preživeti. Ista zadeva je zdaj, gospa tudi povedala, tudi mladi tako delajo, ker ne morejo preživeti. In dopuščamo kaj? Država je cel kup ljudi iz carine prenesla na FURS in kaj je zdaj takrat vedela, koliko smo mi dobili od tega, tistega, kar je prikritega, da smo z njimi zaslužili, ali imamo z njimi samo spet strošek javne uprave. Tega nismo še nikoli slišali, kakšne taki dobičev. Tako da mi s tem moramo gledati, racionalizirati, pa ne bodo težava samo upokojenci, pa niti ne bodo težava.
Ja, mislim, da bi zdaj še lahko začeli mi to razpravo, ker smo tudi ogromno vprašanj v tej smeri. Recimo leta 15, zakaj se je naredil ta inovacija, 20%, zakaj se ni povzelo prakse, ki jo ima cela Evropa, bojni status. Se piše v beli knjigi o Švedski, Nemčiji, Avstriji in tako naprej. Ampak to tudi vaša tema. Hočem reči, da se zahvaljujem za to razpravo. Ima še kdo kaj konkretnega, kaj takega, da bi obogatila diskusijo z vodem? Ja? Je pomembna debata, to je tudi stvar, ki jo moramo nasloviti, in sem se tudi kako podporil, pa tudi vi zdaj, je to del, o katerem moramo razmišljati, ker v bistvu sploh ta robotizacija in digitalizacija bo v bistvu vse osnove socialnih zavarovalnikov, ki zdaj tako to se dogaja in se bodo spreminjali v prihodnosti koncepte in načela, na katerih slonijo. Enega izmed teh je tudi gospod Kidrič zelo dobro podal, da pridemo iz tega, to je ta del, o katerem gospod Kidrič vlagal, da pridemo iz tiste miselnosti industrializacije 8-urnega delovnika, 5-dnevnega tedenskega delovnika na to, na pač vplačane prispevke in iz tega način izračunavanja kakšne načine. To je pa še korak naprej, to so pa sploh zelo dobro razmišljam, to je pa še korak naprej, s katerimi se tudi ukvarjamo in ukvarjajo sploh v svetu, jaz tudi ne še to. Pravni status pri robotih in dela z roboti in odgovornosti za napake in posledice in poškodbe pri delu, recimo, ki se bodo dogajali. Ne, zelo povezano, vem kaj mislite, je zelo povezano, da se gre v bistvu potem naprej še na socialno zavarovanje. To so tudi obdavčitve dela in tako naprej, je to vse povezano. Še gospod Krajner, prosim. En odgovor, kar se robotov tiče, to so že koliko predlogi, da se jih obdavčil ustrezno. Ne vem, zakaj bi zdaj tukaj cerkev delali, tako kot se ga dela recimo z 20%. Če vi spustite 20%, date možnost nekomu je že 19,5, te drugo rečeš 25 in nazadnje z tega ni nič. Ker to je dobro sedno izzivanje, da se nič naredi. Zato, ker sistemsko stvari niso narejene. Veste, koliko je prej kolega predlagal, če je nekdo eno zadevo izpolnil, to ni potem, rečemo, kazen za naslednjo stvar, ki je hoče narediti. To je nemogoče na tej osnovi stvari delati. In to je na tam, to. Ne se želim, ampak potem je treba premisliti tudi socialno varstvene, pa način izračuna pokojnine znotraj sistema, veste, to vse začalo Čim začnete vi govoriti o socialno varstvene, boste čisto nič naredili. Zato, ker bo 1000 idej, 1000 kombinacij in nazadnje iz tega nič ne nastane. Ena država, pogled, da se spomnite, ti sem jaz pokazal, mene kar groza me je odvila, ko sem videl tiste podatke. V Sloveniji je nekaj noro narobe, da smo tam na tisti črti edina država, edina na nuli. To je zato, ker se očitno ne da zmed se pa ne da zaradi tega, ker zmeri administracija, pa birokracija najde neke kombinacije, pa spusti neke variante, ker se krivori in da do konca rešiti. To je po moje problem. Rešitev je pa to, kar je gospod Kidrič pokazal. Tista amputacija, jo je treba odprti. Se pravi, eni prej, eni pol, ampak v glavnem ne moš nikak narediti, pa potem ene ven iz sistema zabrisati. Zelo verjetno je dan današnji to, da se bo stvar premaknila, ker imamo obljubila do 100 let, starost, da se bo pač morala premakniti z tiste 65, kaj že je. To je zelo enostavno, ne? Profesor Penčar. Jaz bi se strinjal z vsemi govorniki, so tudi z interesom
način, tako ali drugače obračamo na ražnjo to zadevo, da bi rešili. Ne priznamo paradigem nove družbe. To, kar je gospod Meh povedal, nisi več konkurenčen, ne prideš v poštev na svetovnem trgu, ne moreš z ničemer preživeti, če ne greš časom in digitalizacijo in roboti naprej, ker ne moreš. Zdaj smo pa drugje. Ti roboti pa ustvarjajo velike vrednosti, milijonske vrednosti. Mi pa obdavčujemo še vedno delo. Država bi morala preiti, da ne obdavčuje dela, ampak obdavčuje kapital. Zakaj? Ker danes je lahko človeka sram, če reče, delam 14 ur na dan. Sram te vodi, nimaš dobre ideje, kako bi drugače preživel. To se pravi pomanjkanje znanja, pomanjkanje idej. Delo ni več vrednota. Vrednota je nova iniciativa, novo ustvarjanje, prava ideja, kot imamo oddajo na televiziji, ko lahko poslušamo. In to je treba obdavčiti. In mi prihajamo, gledajte, zanikamo vse zakonitosti razvoja. 50 let stari ljudje ne dobijo več službe. Mi pa podaljšujemo delovno dobo, da bo šel v penzijo. Pa v imenu koga? To je zakonitost. Vi ne morete 50-letnika več službe držati, ker ga trg dela nima v službo. Zakaj? In mlad človek do 30 leta 35 ne dobi službe. Razen, če ima kak poznanstvo v državni upravi. To se pravi druga zakonitost, da se trg klasičnega dela 8-urnega krči. In smo prišli končno na to, en upokojenec, en delavec. Nevzdržno. In ste vi nakazali, mora iti iz davkov. Zakaj se ne bi država odločila, da spremeni obdavčevanje, da tisto, kar se ustvarja kot nacionalna vrednost, to je ogromno denarja. To je veliko več bogatstva, kot smo kdajkoli sanjali, še mogoče pred 30 leti onjo. To je veliko denarja, da razdelimo vse državljane. In mislim, da tudi v strategiji so rekli vse življenjsko delo, vse življenjsko izobraževanje, potem so bili pa tiho, da to vse življenje ostaneš državljan. Država ni legitimna, če ne skrbi za vse plasti preprosto, zato je nastala. In ne morete vi izčrpavati neke plasti, pa predstavljati kocke, pa reči, ja, nekaj bomo tam dobili pri davkih, pa ne vas bo sram, ker tam dobivate. Sistem je treba zastaviti na nove paradigme, prostite. In upoštevati, to so zakonitosti razvoja. Mi smo poslušali Makroekonomski inštitut, ko smo bili na razpravi pri predsedniku vlade. Je lepo povedal, število služb se manjša, ta kepica je zdaj že zelo majhna. Število drugih oblik fleksibilnega dela se naglo veča. A veste, da je bilo to v 70-ih letih razvitih državah. In so se tam nekaj naučili, in so začeli delovati neki sistemi. Kanada je imela državno pokojnino in jo ima. Pokojnino, ki je veljala za vsake, ker vsak ali je bil potem socialno patologijo povzročal, je bil, ali se je valjal pod klošak po cesti, ali so mu podali državno pokojnino. A veste, zakaj? Ker je bogatstvo ogromno se akumulira, vedno več bogatstva. Denarja je preveč, ne da ga je premalo. Sam pomemben mora postati človek in vsak človek, ne posamezniki. Nas država je vitalna glede na to, v kakšnem stanju je njeno prebivalstvo. Ne elita, prebivalstvo. In tu Slovenija zelo zaostaja. OECD je lani imel na ministrstvu za izobraževanje. Smo imeli 4 delavnice strokovnjaki OECD-ja. So vse to povedali. Vprašajo, kaj bo Slovenija naredila, da bo to spremenila. Vi ste edina država, ki izvažate visoko izobražene ljudi. V Baden-Württemberg